Živjo, sem Lara Nastran in danes se bomo skupaj sprehodili z novo Nuno Demigral iz Riveted kolekcije. Čisto nova zadeva, jo bomo peljali testni krog, predvsem si bomo pa pogledali vse njene pluse, minuse, za vse bodoče mamice, ki ste mogoče v fazi nakupa, da boste videli, da je to nekaj za vas ali pa iščemo dalje. Zakaj lih Nuna? Kot prvo je za moje pojme en izmed najlepših vozičkov na tržišču, poleg tega pa ni samo lep, ampak je tudi res dovršen. Ponuja toliko enih takih detajlov, za katere v bistvu sploh ne veš, da jih rabiš, dokler jih ne rabiš v praksi. En izmed njih je tale žepek, v katerega jaz spravljam vse možno, od telefona do dudic, v glavnem vse tiste malenkosti, ki jih rabiš na sprehodu. Za bolj mestne tipe, oziroma za vse, ki pač moramo hoditi z otroci v trgovino, je pa tole lifesaver, ker noter naložiš vse zadeve, ki si jih kupil, potem pa samo dvigneš in enostavno prineseš v kuhno, oziroma kamorkoli pač je potrebno. Mojemu možu je ena izmed najljubših lastnosti tale ročaj, ki se lahko poviša oziroma zniža. Tako, če je kakšna malo nižja, je verjetno tole bolj fajn. Zame, ker sem pa visoka 1,76 m, mora biti pa tole kar do maksimuma razširjeno. Plus, en trik, tukaj gor, lahko obeste kakšne vrečke z ročaji, pa pridobite še dodatno površino za shranjevanje. Sem jaz to vse naštudirala v šopingu. Zakaj sem jaz zdaj že v drugo zbrala tale voziček? Predvsem zato, ker je res tank. Jaz ga vozim praktično povsod. In tukaj pri nas na vasi mora preživeti praktično vse terene, kar pomeni makadam, asfalt, tudi kakšno na pol gozdno pot, čeprav to ni lih po pravilih, ampak lahko rečem, da je že marsikaj dal čez. Kar se mene tiče, je tudi ena ful dobra lastnost tole, ki se tukaj pri gumah da naštimati. Torej, želiš off-road varianto ali neko bolj tako klasično mestno. Pri nas ima je kar tole, ker je revež vsega hudega vajen. Tako da, druga stvar, ki vedno pride prav, ko si zunaj na sprehodu, je tale bremza, ki se v bistvu da zablokirati voziček samo z eno nogo in z eno nogo ga potem lahko tudi odblokirate. Strehca. Marsikdo ne pomisli, da v bistvu to strehco ne rabiš samo poleti zaradi sonca, ampak dejansko pride prav tudi, kadar je pozim, pa veter piha in je kakšen tak zoprno vreme, da je otrok tudi malo zaščiten. Plus zdaj v teh časih, ki so kup enih bacilov, imam jaz to zelo rada, kadar kamorkoli greva v trgovino, zato da pač mi vsi ne rinejo voziček in imam pol občutek, da je tudi malo pred raznimi bacili zaščiten, tukaj le noter zabubljen v svoji košarici. Kljub temu, da je voziček res kompakten, je vseeno za moje pojme zelo vodljiv, ker lahko z eno roko, kar nam mamam zelo velikokrat prav pride, praktično narediš vse, tudi na takem terenu. Ena zelo taka domiselna zadeva, ki v bistvu pol šele vidiš, koliko so pri Nuni pomislili na vsak detajl, je za moje pojme tale del pri blatnikih. Ker ne samo, da zaščiti pred špricanjem, recimo, da imate blatna tla, ampak tudi tale pleksi steklo, ki je noter, če imate dodaten športni del, pa je noter otrok, veste, da otroci znajo z rokicami hitro in bi ga lahko vtaknil tukaj iz te strani, ampak na drugi strani je pleksi steklo, kar pomeni, da se mu prstki ne morejo zaplesti v gumo, kar je ful ena taka brihtna zadeva, ki je se niti sama ne bi spomnila. Imam zdajle 3 otroke. Marsikdo ima pomisleke pri črnih vozičkih, zato ker jih skrbi, da se bo potem otrok poleti zelo pregreval. Ampak Nuna ima tele zračnike dodelane v nulo, res ima jih toliko, da praktično ni nobene bojazni. Tukaj gor je eden, potem imamo na tej strani, če se odpne recimo, je pa v bistvu varianta, da otroka daš past kravce, sploh to je fajn pri kakšnih tistih, ki so še premajhni za športen del, ampak so pa toliko ferpčni, da bi pač radi gledali svet in potem lahko vse en vidijo ven na ta način in se peljejo v primernem sedalu tudi za njihovo starost. Tukaj je itak tale Dream Drape, ki se ga lahko pospravi takole noter in praktično niti ne veš, da je, če ni potrebe. Športen del si bomo pa pol pogledali, ponuja pa tudi še kup enih dodatnih možnosti zračenja. Oliver sicer še ni pripravljen na športni del, to je nekako takrat pride v poštev, ko otrok samostojno sedi, ampak ker ga je imel že Tristan, smo ga uspeli dobro spoznati, tako da vam bom zdaj pokazala ene par njegovih trikov. Prvi je definitivno strehca. Strehce pri Nuni me vedno fascinirajo in sicer res je podaljšljiva, kar pomeni, da praktično ni variante, da otroku sije sonce. Plus, zdaj imajo pa še en nov trik v rokavu, ki ga prej niso imeli pri prejšnjem modelu, ki smo ga mi uporabljali, in sicer tole. Mreža
proti insektom, komarji in te zadeve, zdaj ne glede na to, a vam otroček spi noter v vozičku, ne morejo več priti zraven. Otrok v športnem delu lahko sedi lepo pod pravim kotom, sam naklon se da prilagajati, torej od tega, da čist leži, pa do tega, da potem sedi. Ima en kup enih zračnikov, to je spet en tak velik plus za poletne otročke, ker se da cel ta hrbtni del odpet, kar pomeni, da lahko vzameš vse ven in ostane samo taka lahkotna mrežica, kar pomeni, da otrok lahko diha in nič ne švica noter. Tudi spodnji del za noge je nastavljiv, torej se prestavlja gor, dol oziroma se čist spusti na dol. Ok, pa še ultimativni izziv zlaganje. To je verjetno največja nočna mora vseh nas, ki imamo prostorsko stisko z avtom, in sicer najprej odhaklaš košaro. Za tiste, ki imate res majhne avtomobile, je zelo fajn, da se v bistvu še tale del da odpet, in kar pomeni, da se v bistvu košaro zloži na takole debelo. In pa spodnji del, torej gor dol, košaro lahko pustiš gor in urejeno. Evo,